prijazno pozdravljeni v imenu organizatorja, to je društva Spoznajmo multiplo sklerozo. V njihovem imenu vas imam čast ponovno pozdraviti na že tradicionalni marčni novinarski konferenci, ki jo tokrat posvečamo problematiki parkirnih mest, rezerviranih za invalide. Kot vemo, vsem nam je znano, da ob hitenju po mestu, po opravkih, mrzlično iščemo prosta parkirna mesta. Te izkušnje si najbrž delimo vsi in potem nas takole v oko zbode eno ali pa morda dve parkirni mesti, ki sta rezervirani za invalide in ni malo ljudi, ki tam tudi nonšalantno parkirajo, precej neodgovorno. Zakaj? Morda zato, ker so prosta, morda ker so do ljudi pravzaprav neobzirni. Kaj se dogaja z mojim glasom? Malo vode mogoče? Mogoče. Torej, vsi imamo izkušnjo iskanja parkirnih mest in potem seveda prostih parkirnih mest rezerviranih za invalide. Kot kažejo podatki raziskave, ki so jo opravili na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, je takih neodgovornih voznikov, ki zlorabljajo v resnici parkirna mesta rezervirana za invalide v svoj prid, čeravno se ne spopadajo z nobenimi oviranostmi, kar veliko. Po tej raziskavi so ugotovili, da 72 vozil parkiranih na mestih rezerviranih za invalide niso imeli nameščene ustrezne, veljavne parkirne kartice za invalide. Redarji in policisti pa znajo povedati, da tako kažejo njihove izkušnje, so izgovori teh nevestnih pravzaprav voznikov najpogosteje, da so parkirali samo za minutko. Le za minutko sem tukaj ustavil vozilo. Tudi kaj ta minutka dejansko pomeni za ljudi, ki živijo z različnimi oblikami oviranostmi, kaj to pomeni za njihovo mobilnost, dostopnost, socialno vključenost in kakšne zadrege in to povzroča v vsakdanjem življenju. Vsem tem bomo danes govorili z gospo Renato Žohar, predsednico društva Spoznajmo multiplo sklerozo. Renata, živijo. Zdravljeni. In za gospo doktorico Anito Perečnik-Noč, magistrico zdravstvene nege in doktorico zakonske in družinske terapije. Pozdravljeni, doktorica Perečnik-Noč. Pozdravljeni. Dobro, da imamo tukaj tudi zdravstvene delavce, kot kaže. Z nami je tudi gospa Irma Kumar, magistrica vzgoje in menedžiranja v zdravstvu, sicer pa glavna medicinska sestra oddelka za paciente z nevrološkimi obolenji v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru oziroma inštitutu Soča. Pozdravljeni in dobrodošli, gospa Kumar. Pozdravljeni. Slavka, predno nadaljuješ, ja. Da boš lahko... Poplaknem svojo alergijo. Dobro. Ja, poplakni, ja. Tam. Še malo. Aha. Tako. Ne želim, da bi bili prikrajšani za moj prelep glas. Z nami tudi dva gospoda, in sicer Tilen Ribnikar, sodelavec društva distrofikov Slovenije. Tilen, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni. In še en gospod, to pa je Aljoša Škaper, ki je hkrati uporabnik seveda parkirnega mesta za invalide, zagovornik gibalno oviranih ljudi, tisti, ki preučuje, kako dostopna je javna infrastruktura za ljudi z oviranostmi in predvsem tudi avtor aplikacije Ljubljana by Wheelchair. Dobrodošli, Aljoša. Vesela sem, da lahko za uvodni pozdrav poprosim in predam besedo naši gostiteljici Renati Žohar. Zelo sem vesela, da smo danes skupaj tukaj spet na tiskovni konferenci Društva Spoznajmo multiplo sklerozo. Večkrat razmišljamo, kakšne problematike bi se lotevali. In nekako sem skozi celotno leto, ki je bilo od prejšnje tiskovne konference, prebirala določene sporočila, katera so bila, kako težko mi je parkirati na parkirišču za invalide, kako težko mi je takrat, čeprav imam kartico, čeprav imam težave, težko se soočam s tem. In pomislim na tiste, ki pa mogoče pa
še ne zmorejo toliko kot jaz, pa bi ta prostor potrebovali. Tukaj bi se mogoče obrnila na vse tiste. Če lahko nekdo, ko je že oviran v svojem gibanju in že ima kartico, pomisli na nekoga, ki pa mogoče bo bolj potreboval ta parkirni prostor, kot pa on sam. Je mogoče tisti, ko nimate težav, pomislili tudi na to, da nekdo pa mogoče potrebuje ta parkirni prostor bolj kot vi. In tukaj bi se malo nagovorila glede vesti. Koliko vesti imamo tukaj? Koliko so naše potrebe in naše pravice v ospredju pred ostalimi? Koliko je naša resnica zgolj edina resnica? Za tisto minuto, za tistih 5 minut? Ali je to res tisto, ki je v tistem trenutku najbolj pomembno? Ja, za vas že. Kaj pa za ostale? Glede na to, da govorimo o tem, da smo socialna bitja, probajmo malo pomisliti, tudi v teh trenutkih, da tukaj pa nismo same, da je še tu nekje nekdo drug. In predvsem bi pa nagovorila tudi vas, ko imate kartice, ne rabite biti slabe vesti, če parkirate na parkirišču za invalide. Drugo pa je, koliko se tam počutite domači, koliko tja spadate. Seveda je to spet en proces, ampak dajmo, dovoljmo si, da je tisti parkirni prostor pred določeno trgovino pa namenjen nam. Nam, ko imamo kartico, ne glede na to, ali se v tistem trenutku počutimo zmogljivi ali ne, dajmo, lahko je to naš, ker drugače bo pa postal od koga drugega. Hvala, Renata. Dobro je kdaj pogledati čez planke in razmišljati tudi o soljudeh. Torej, razmišljati o soljudih in ne nazadnje upoštevati tudi njihove potrebe. Zdaj rekli smo, organizator današnjega srečanja je društvo Spoznajmo multiplo sklerozo. Vsako leto odpirate zelo aktualne, pomembne teme. Danes je to problematika parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, ker je organizator srečanja društvo Spoznajmo multiplo sklerozo. Smo seveda v prvi vrsti se posvetili bolnikom z multiplo sklerozo, ki pa še zdaleč niso edini uporabniki potencialni teh parkirnih mest. Zato vas, gospa Irma Kumar, vi ste glavna sestra na oddelku za paciente z nevrološkimi obolenji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Dolga leta izkušenj imate z bolniki z multiplo sklerozo. Povejte nam, prosim, nekaj osnovnih dejstev v multipli in seveda, kaj dela te bolnike primorane, da postanejo uporabniki teh parkirnih mest. Ja, multipla skleroza je kronična nevrološko obolenje, nevrozdravljivo, ki prizadene relativno mladega človeka. Zato še toliko bolj izzivno sodelujemo s temi bolniki in tudi jaz skoraj 30 let kot MS sestra. Bolezen je, kot sem dejala, neozdravljiva, vendar imamo mnogo manevrov, ko bolniku lahko obogatimo njihova življenja. Sama invalidnost, seveda se bolnik z MS-om relativno hitro sreča, kajti bolezen, tako imenovana tisočerih obrazov, prinese bolniku mnogo vidnih, tako imenovanih vidnih in nevidnih simptomov, znakov, med kateri sodijo tudi potem omejitve samih bolnikov in nazadnje tudi invalidnost. Seveda pod besedo invalidnost takoj pomislimo človeka, ki ima berglo, ki ima hojico, ki je na invalidskem vozičku, ali kakršenkoli drug pripomoček. Vendar pri multipli sklerozi ne smemo pozabiti tako imenovane nevidne simptome, katere se omenila, in to so utrudljivost, vrtoglavica, neobčutenje, drugačno občutenje končin,
In to v veliki meri bolnike zelo omejuje in jim ustvarja invalidnost in potrebo po vsem tem, kar je gospa Renata že dejala, da se jih tretira kot invalide in omogoča olajšanja njihove socialne integracije v okolje in sodelovanje z drugimi ljudmi in okoljem in navsezadnje tudi parkirna mesta in mesta, na primer na avtobusu, na vlaku, ko se jih lahko poslužujejo zaradi vse te oviranosti, kar sem omenila. Najlepša hvala za to pojasnilo. Z nami je tudi doktorica Anita Perečnik-Noč, tudi vi ste izjemno izkušeni na področju problematike, da rečem, multiple skleroze, torej izkušen ljudi s to boleznijo. Ste tudi vi 20 leti delali kot vaša kolegica gospa Kumar na nevrološki kliniki UKC Ljubljana, prav specializirani ste za področje multiple skleroze, prav enako kot gospa Kumar, s tem, da vi v zadnjih letih ste postali pravzaprav terapeutka, torej doktorica zakonske in družinske medicine, ki pa zdaj delate na dnevni bazi, da rečem, z družinami, z svojci, zakonci bolnikov z multiplo sklerozo. Zdaj slišali smo, kakšne so, da rečem, fizične pojavne oblike, možnosti teh oviranosti pri bolnikih z multiplo sklerozo, ampak tudi tisti občutki, to čustvene, te stiske, spoprijemanje z možnostjo invalidnosti prinaša bolnikom z multiplo in seveda tudi drugim ljudem, ki se z oviranostmi srečujejo, velike stiske. Ja, kot je že Irma omenila, radi uporabljamo izraz, da je bolezen multipla skleroza bolezen tisočerih obrazov. In dejansko res zaradi njene raznolikosti je tako težko napovedati, v katero smer se bo razvila bolezen, kako bo napredovala, do kakšne invalidnosti bo pripeljala določenega bolnika. In tukaj lahko rečemo, da je veliko negotovosti. Zdaj večinoma bolezen začne nekako z zagoni. Med zagoni so obdobja delnih ali pa popolnih relapsov. In tukaj invalidnost nekako počasi nastaja. Z leti dlje kot traja bolezen, večja je tudi invalidnost. In zato vam rekla, da se bolniki z multiplo sklerozo na nek drug način spopadajo z to invalidnostjo kot nekdo, ki se z invalidnostjo rodi, ali pa nekdo, ki je imel prometno nesrečo in čez noč ostal na invalidskem vozičku, ali pa nekdo, ki je čez noč oslepel. Tukaj gre predvsem za to negotovost in ob tej negotovosti se porajajo različna čustva. Strah, kaj bo v prihodnosti, potem anksioznost, neke čustvene motnje. Velikokrat pride tudi žalost. Bolniki se sprašujejo ob nekem poslabšanju bolezni, kaj bo zdaj treba v življenju spremeniti, na katerih področjih bodo imeli zdaj težave, bodisi nekih fizičnih ali tudi drugih področjih. Kako bo zdaj bolezen vplivala na službo, na družinske odnose. Velikokrat potem ta invalidnost tudi negativno vpliva na samo podobo. Pride tudi do tega, da bolniki se začnejo zapirati med 4 stene, da se socialno izolirajo. Prinese pa tudi neko jezo. Ko pride do poslabšanja bolezni, ko pride do invalidnosti, ko dejansko spoznajo, da določenih aktivnosti več ne morejo upravljati, da ne morejo, več športati, kot so lahko v preteklosti, pride ta jeza na plano. In tukaj pride tudi do nekih frustracij, ko gotovijo, da mogoče je pa to nekaj zdaj trajnega, da nikoli več ne bodo mogli nekih aktivnosti upravljati, ki so jih lahko pred boleznijo, brez problema. Zato je sam proces sprejemanja te invalidnosti težek proces, seveda se razlikuje od posameznika do posameznika, je pa tukaj zelo pomembna neka tako fizična kot čustvena podpora, predvsem bi jaz rekla od družine, prijateljev, da lahko ti bolniki kljub neki invalidnosti imajo še vedno neko kvalitetno življenje. Lepa hvala, dr. Perečnik-Noč. Kot ste dejali, to spopadanje, spoprijemanje s čustveno stisko ob morda napredujočih oviranostih, stanju invalidnosti lahko vodi tudi v socialno izolacijo, zapiranje med 4 stene. In ko človek vendarle zbere pogum, toliko naredi, da se ponovno poda pogumno v svet, po vsem, kar ta svet seboj prinaša, naleti morda na zasedeno parkirno mesto, ki je rezervirano natanko zanj.
kar je resnično nepravično, razen tega, da je seveda tudi neupravičeno in kaznivo. Poglejmo, kaj pravijo cestno-prometni predpisi. Cestno-prometni predpisi so jasni. Na rezerviranih parkirnih mestih za invalidne osebe lahko parkirajo imetniki veljavne parkirne karte, ki jo pridobijo na upravni enoti, ter spremljevalci, ki vozijo in spremljajo osebo z veljavno parkirno karto, če ta sama ne vozi motornega vozila. V nasprotnem primeru se z globo v višini 200 evrov kaznuje voznik, ki parkira na teh mestih in ne posreduje veljavne parkirne karte. Tilen Ribnikar, tudi člani Distrofikov Slovenije, ste potencialni uporabniki parkirnih mest rezerviranih za invalide. Kako bi ocenili torej ta odnos družbe do ljudi, ki uporabljajo ta parkirna mesta in zakaj ta globa ni ali je v resnici ustrezna, da bi preprečevala, da bi ljudje tako kršili cestno-prometne predpise? Ja, sam osebno sem mnenja, da sicer sistem v Sloveniji parkirnih mest za invalide ni postavljen tako slabo, konec koncev parkirnih mest je precej veliko, sploh v raznoraznih nakupovalnih središčih, raznoraznih ustanovah izven mesta. Se mi zdi, da je teh parkirnih prostorov precej, in tudi veliko krat so prazne, kot ste že omenili. Mogoče bi parkirnih mest primanjkuje v samih središčih mest, kjer je tudi več uporabnikov, ki bi te mesta potrebovala. Ampak ja, kot ste omenili, že glavni problem je pa sigurno, da so ta parkirišča pogosto zasedena z avtomobili lastnikov, ki teh invalidskih kart nimajo. Zdaj, kaj je problem, da je temu tako, sam tudi ne bi vedel, mislim, meni se zdi globa precej visoka in sam vidim problem bolj v nekem nadzoru. Mislim, da ga je premalo tudi osveščanje ljudi, ne samo invalidov. Bi bil lahko večji, lahko bi tudi nekdo, ki ni invalid, prijavljal take avtomobile redarskim službam in tako naprej. En korak v pravo smer bi sigurno bil tudi še večje osveščanje, kaj te parkirna mesta invalidnim osebam pomenijo. Z raznim kampanjam bi se mi zdi lahko to dosegano, da bi te parkirna mesta bila večkrat prosta. Kako zelo aktualna tema, če vemo, da zadnja raziskava se je ta, ki sem jo sama našla iz leta 21 iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, je med drugim veliko ugotovitev, da nam je prinesla, ampak med drugim tisto najbolj alarmantno dejstvo je, da 72% vozil na teh mestih parkirnih rezerviranih za invalide v resnici ni imelo veljavne kartice. Redarji pa znajo povedati tudi, da velikokrat zlorabljajo te parkirne kartice za parkiranje na teh mestih. V resnici tudi svojci, spremljevalci, ljudi z oviranostmi, ki se tja pripeljejo sami, brez tistega, ki v resnici to potrebuje. Povejte mi, rekli ste, kazen v resnici ni nizka, 200 evrov, ni malo denarja, pa vendarle tja nekdo parkira avtomobil. Tudi to nam nekaj najbolj pove o našem odnosu do invalidnosti in še marsičesa drugega. Ja, sigurno, meni se zdi osebno problem, da ljudje ne razumejo čisto točno, kaj invalidski parking pomeni invalidni osebi, zakaj je namen invalidskega parkinga, kaj to določeni osebi pomeni. Se mi zdi, da, kot sem že omenil, z raznimi kampanjami in nekimi sporočili za javnost, bi morali malo pri ljudeh bolj vzbuditi to slabo vest, če nekako parkira na teh parkirnih mestih. Mislim, da bi bilo to veliko bolj učinkovito kot globe. Tako ta notranji vzgib, da razumemo, kaj je prav in kaj je narobe. Hvala lepa, Tilen Aljoša Škaper. Vi ste, da rečemo, profesionalni zagovornik ljudi z oviranostmi. Z oviranostjo ste, sem prav povedala, nasmehnili ste se, z oviranostjo ste se sami soočili ob nesreči, ko ste padli za strehe, odtlej uporabljate invalidski voziček in seveda z prve roke veste, kje so ovire, kje so prosta parkirna mesta približno. Danes ste rekli, se da parkirati, in se rekla, v resnici, Aljoša, ne vem, ker nikoli nisem bila pozorna, od danes dalje bomo morda vsi, tudi tisti, ki nam je prihranjena oviranost, bolj pozorni na možnosti, ki jih so ljudje imajo. Aljoša Škaper, izdelali ste tudi aplikacijo Ljubljana by Wheelchair. Povejte, zaznavate po mestih in vaseh veliko kršiteljev in ste jih tudi fotografirali.
Ja, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Ja, res je, jaz sem, v bistvu ravno 2 dni nazaj je minilo 13 let od moje nesreče. In ja, za začetek moram priznati, da v bistvu pred svojo nesrečo pač ti parkingi, vsi ti pojmi, inkluzija, dostopnost, pač so mi bili povsem neznani, nisem poznal nobenega, ki je na vozičku, se pravi čisto drug svet, recimo. Potem sem se pa odločil tudi, ja, kot ste omenila, recimo profesionalno ukvarjati s tem. Zdaj, kar se tiče aplikacije Ljubljanova Wheelchair, nažalost, trenutno začasno več ni živa. Začel sem tudi z imenikom dostopnih točk pridem.si, kjer ja, se zbirajo razne informacije o dostopnosti tudi o parkingih. Drugače sem pa tudi Renati omenil, pa ne vem, kako kaj mogoče drugi člani društva poznajo projekt Multimodalna mobilnost ranljivih oseb v sklopu ministrstva oziroma Geodetskega inštituta. No, drugače tam sem tudi kot eden recimo izvajalcev, ki pač vse to preverja na terenu. Sam Geodetski inštitut ima do zdaj že kar lepo bazo na svoji spletni strani, tako dostopnih pešpoti, javnih objektov, kot tudi parkingov, no, kar se mi zdi zelo fajnim primerom, sploh ko prideš v nek nov kraj, da si pogledaš, kje točno je. Poleg tega je tudi poslikan in si ga lahko v bistvu prav predstavljaš. In si izbereš modaliteto, če se tako reče, kot sem gledala na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, torej s kakšno oviranosti oziroma s kakšno potrebo dostopaš recimo lahko do parkirnega mesta. Zelo so zanimive te ikone. Aljoša, da rečem, hodite, vozite z odprtimi očmi po svetu. Žal mi je, da ta aplikacija vaša Ljubljana by Wheelchair trenutno ne deluje, ker nisem še slišala za kaj podobnega v našem prostoru. Vam želim in predvsem uporabnikom tudi iz tujine, ker Ljubljana je turistično mesto, da čim prej ponovno zaživi. Tele fotografije ste posneli. Povejte mi, kako se počutite, ko na mestu, kjer želite parkirati avto, ker želite skočiti v trgovino, na novinarsko konferenco, srečate takole parkirano prikolico. Ja, to so zdaj, mislim, da je še par slik, razne slike. Ne spomni se niti točno krajev, ampak ja, iz raznih občin po Sloveniji pač naletiš na kaj takšnega. Zdaj je v bistvu isto, kak je Tilen omenil. Sam sem tudi, se moram nažalost tudi posuti s pepelom, pa v bistvu nekaj tik pred nesrečo sem tudi sam za kratko parkiral na enem takem mestu, se pravi takrat še kot hodeči in pač, ne vem, ne brezbrižno, ampak ne vedno bi rekel in glih to pač osveščanje je pomembno. Skratka, ja, pač konkretno jaz oziroma vsi ostali pač potrebujemo oziroma sam smisel teh parkingov je, da so širši. Se pravi, isto sem tudi danes prišel sam sem in pač čisto na široko si moram odpreti vrata, da lahko zložim voziček ven, ga spet dvignem in pač se mi zdi, da res to neka širša javnost pač ne ve, ne pozna in res je potrebno neko široko osveščanje. Jaz bi rekel celo mogoče od vrtcev, šol, zaposleni v kakih firmah, kjer mogoče imajo pred sedežem družbe, par takih mest, pa so skozi prazni, pa jim je vseeno potrebno povedati pač, zakaj so važni, zakaj jih ne zaparkiramo. Zelo pomembno, da potem recimo ni tam zemlje za presejanje, kot smo tudi lahko videli iz vaših fotografij. Bi še rekla, torej vaše sporočilo je ne le neupravičena uporaba torej teh parkirnih mest, rezerviranih za invalide, nepravilna uporaba kartice na teh parkirnih, torej invalidske parkirne kartice, tudi neustrezno parkiranje vozil v bližini teh mest, ker vendarle človek, uporabnik, potrebuje prostor, da vstopi in izstopi iz avta. Sicer ste rekli, če je narobe slabo parkiraš, pomeni, da sem sam ujet. Točno tako, to se mi je tudi parkrat zgodilo in ja, je pač, ne vem, milo rečeno neprijetno, pač, ja, točno tako si v bistvu ujet. Itak, za vse nas, ki ne vem, mogoče težje hodimo ali pa smo na vozičkih, pač
veliko opravil nam vzame več časa in zdaj še ena vsaka taka dodatna stvar je spet nova nevšečnost, recimo. Še eno fotografijo čakate, ne? Torej, v tisti raziskavi leta 2021 sem si zapomnila še podatek, da so najpogostejši kršitelji moški, ne ženske moški, stari med 30 in 50 let, torej kršitelji nepravilne uporabe parkirne kartice za invalide in ker besede vedno, oziroma slike vedno povedo več kot 1000 besed, je Aljoša posnel in posredoval tudi tale Nobel avto. Ja, mislim, to je bilo v BTC, pač, mislim, zanimivo mi je bilo, mogoče celo stereotipno, zdaj sam ne bi mogoče preveč sodil, včasih smo mogoče malo bolj pozorni na to, da so to mogoče BMW, Audi, čeprav ne skozi, no, ampak ja, mogoče ti pa res pade bolj v oči, če je to kak Mercedes ali sploh en tak avto. Tako da ne bi zdaj glih tudi ne vem, ja, ali so to moški, ženske, starejši, mlajši. Jaz sem povedala samo iz raziskave. Ja, no, saj. Ampak ja, ja, ampak ja, pač dejstvo je, da verjetno vse to izhaja iz neke nevednosti in pač potrebno je res, važni so taki dogodki, potrebno je pač osveščati javnost, zakaj so široki. To ste še omenila tudi prej, ko ste omenjali globe. Tudi to se mi je nekaj časa dogajalo, da je zelo blizu parkinga en avto parkiral in isto pač nisem mogel odpreti vrat. No, takrat se mi je zgodilo, da sem, mislim, par dni pač greš mimo, oziroma nisem mogoče v tistem momentu niti rabil avta, potem sem pa kar začel klicati, na koncu so me pošiljali, ne vem, od redarstva do občine, tako da sem na koncu obupal, tako da, ne vem, mogoče celo eno splošno telefonsko ali da se vsaj ve, kam poklicati, kje prijaviti. Kar nekaj zelo koristnih v bistvu predlogov ste že tako zelo spontano podali med razpravo, se pravi manj palica, bolj korenček, osveščanje od mladih nog, da se nam vtisne v zavest, predvsem pa v naša srca, da smo vendarle pozorni, da so ljudi, s katerimi se delimo ta svet. Gospa Kumer, po podatkih Ljubljanskega mestnega redarstva beležijo, to sem prebrala za enega članka v letu 2024, porast zlorab parkirnih kart za invalide, predvsem strani družinskih članov, spremljevalcev, ki se kdaj tudi parkirajo, medtem ko nimajo v bistvu sabo človeka, ki je upravičen do parkirne karte. Ja, ta podatek, ki ste ga navedli, sem malo raziskovala zadnje 3 tedne, tudi z drugimi člani tima, ki se ukvarja z bolniki z multiplo sklerozo v naši hiši, nazadnje pa tudi z bolniki z MS, kajti jaz sodelujem z dolenjskimi bolniki in sem imela tudi z njimi srečanje in si postavila tudi to vprašanje. Nekako kot ljudje dobre volje, sem tudi jaz bila presenečena nad tem, kajti verjamem v poštenost slovenskega naroda, temu pa tako verjetno ne. Sami bolniki nekako pa niso povedali, da res okoriščajo in svoje člane družine podarjajo svojo parkirno kartico, ki je opisana z imeni in priimki bolnika na diagnozo brez slike. Pozorili so me, da se mogoče res večkrat pojavlja v primeru, ko imajo bolniki asistenco, in se ti asistenti potem poslužujejo te kartice, ko gre na primer brez bolnika v trgovine, v lekarne ali kamorkoli in izkorišča to kartico in parkirno mesto, zato ker gre v njegovem imenu. Vendar to najbrž vseeno ni opravičilo le te, ker govorimo o kartici in uporabi parkirnega mesta, ko gre za bolnika, ko je prisoten. Že veliko povedanega in zadnja 2 leti, ko sem v Soči, mi veliko govorimo o invalidnosti in upoštevanju parkirnih mest za konkretne, za invalide. Moram reči, da sem bila tudi jaz že ukarana strani svojih sodelavcev v Soča, kjer imamo veliko parkirnih mest za invalide, ko sem samo za minuto, ko sem imela 50 let, pustila na parkirnem mestu pri vratih svoj avto, da res je to zaveščanje laične družbe, državljanov Slovenije in nazadnje tudi na zdravstvenih delavcev, ker smo ravno tako, kot je gospod omenil, tudi tako na hitro naravnani in izkoriščamo te parkirne mesta. Torej, zlorabi zagotovo je, tako kot smo družbi naravnani k temu, da pravila za nas najbolj ne veljajo, čeprav imamo državljanske in ne vem kakšne dolžnosti, ne samo pravice, da bi morali s korenčkom opozarjati, kaj
bolniku oziroma invalidu pomeni invalidno mesto. Ko sem to postavila vprašanje bolnika za mes, mi je en od bolnika rekel, veste, ko smo dobili pred mnogimi leti to parkirno kartico, in zame je bilo to svoboda. Prvič, seveda, da sem lahko parkiral in da parkiram nekje blizu, drugič pa, da sem slišan, da sem invalid. To se mi zdelo zelo tako globokost v samih, globoka beseda, kajti, kot je že gospa Renata rekla, eni ne sprejemajo invalidnosti in skrivajo dolgo časa in predno uporabijo kartico invalidno mesto, vsaj pri bolniki za mes. Ampak je treba poslušati tudi drugo stran, ko jim res pomeni, ko ne vidi se na ven, ampak zaradi utrudljivosti meni se mudi na stranišče, za utrudljivosti pa jaz ne morem prehoditi, 500 metrov, rabim 100 metrov in seveda ta parkirno mesto, ki je blizu, zelo veliko pomeni za bolnike z MS-om. In tudi, kot je gospod poudaril, je veliko parkirnih mest po Sloveniji za invalide, opozorili so me predvsem pred temi trgovskimi centri. Ja, mogoče pa so me popozorili bolniki sami, da pred zdravstvenimi institucijami, čeprav sem bila bolj pozorna tudi jaz zdaj zadnje čase, kje so in kako so nastavljeni te mesta, da mogoče res niso vedno ustrezno. Pozorili so me, da bližina, ki je zelo pomembna, ni vedno tako opredeljena. Tako da, zloraba je, taki smo ljudje, zaveščanje, opozarjanje, tudi kakšna kazen, predvsem pa spodbude. Izobraževanje, vzgoja od malih nog. Otroci so zelo dovzetni do invalidov in če jih vzgajamo od malega, da je drugačnost, ne hiba, ampak je neka drugačen način življenja, se bo utrnilo tudi potem v odraslo dobo. Prav gotovo. Gospa Peričnik Noč, ta odnos do invalidnosti pove morda več o nas samih kot do invalidov. Kako bi to opredelili? Razen tega, da se nam mudi, da smo naglici, da smo tudi sami pogosto v stiski, vsi tudi kdaj kršimo pravila na vse mogoče načine, pa vendarle bi rekla, na rumeno pa res predrsni parkirajo, ne zaradi kazni, ampak zaradi tega notranjega imperativa, ker se človek res ne počuti dobro, če stori tak prekršek. Ja, veliko je bilo o tem povedanega. Jaz absolutno mislim, da veliko osveščanja je še potrebnega pri ljudeh. Kaj ti so zgib, da nekdo parkira na mestu za invalide, ne vem, ampak verjetno je res neka objestnost, mogoče tudi naša družba individualno naravnana, ko ne pomislimo več na sočloveka. Tako da povedano je bilo, da pač osveščanje v vrtcih, v šolah, jaz se s tem vse strinjam, ampak mislim, da najprej je treba pa začeti doma v družini. Vzgajati otroke v tem duhu in jim dajati zgled, ko gremo v trgovino, da mi ne parkiramo na mestu za invalide, ker zgled bo štel več kot 1000 besed, ker mi lahko rečemo, ja, to se ne sme, potem bomo pa sami naredili tak prekršek. In se mi zdi, če si nekako tako vzgojen, da ti pol tudi v odrasli dobi niti ne pade na pamet, da boš tam parkiral. Drugače pa veliko o tem govoriti in očitno tudi te kazni niso zadost, mogoče več na tem osveščanju narediti. Hvala lepa, doktorici Peričnik Noč. Renata, vsi sogovorniki ste omenjali osveščanje, informiranje o pomenu, skrbi za sočloveka. V vašem društvu to na vsak način počnete na različnih področjih. Tokrat opozarjate na pomen boljše ureditve problematike parkirnih mest za invalide, ne toliko, da ne bi bilo jih zelo dovolj ali pa skoraj da dovolj, ne toliko, da ne bi bila primerno razporejena, ampak da niso dostopna tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Kaj predlagate, kako priti do premikov v glavi slehernika, da ne pade na pamet, da se parkira na rumenem, rezerviranem parkirnem mestu? To je zgolj ena moja misel, ki se mi je danes odtrla kar tukaj. Kako bi lahko to preprečili? Pa bi mogoče začela tako. Bi vam podelila svojo zgodbo. Jaz recimo nimam hude invalidske omejenosti, take, da ne bi mogla hoditi, se gibati toliko. Ampak moje misli so vedno naravnane, vedno ko kam grem, da je moja pot še ena pot nazaj.
In ko nekam grem, še moram priti nazaj. In invalidski prostor, na katerega parkiram pred zdravstvenim domom, mi omogoča prav vrnitev nazaj do avta, kjer potem lahko se odpočijem v avto, posedim in potem nadaljujem pot nazaj. Dogodilo se mi je tudi, da sem stopila ven z avta, pa mi je nagovoril gospod, taka mlada punca pa na invalidih parkira. Sem rekla, ja, gospod, žal, tudi mlade. In potem sem mu pokazala kartico, na kar sem bila na nek način mu hvaležna, da je opazil. Ok, vredo, to, da sem mlada, super. Ampak, da nisem tisti stereotip invalida z berglo, z vozičkom in da je verjetno imel v mislih, da so ti prostori namenjeni za posebne ljudi. Včasih tudi mi odreagiramo, kaj pa zdaj to tiče iz mene, pa jaz sem invalid. Ne, včasih je potrebno stopiti nazaj z ene in z druge strani. Tudi policisti so me že preverjali na parkirnem mestu za invalide. Pa sem rekla, ok, dobro, fajn, torej vi to počnete. Super. Tako da so stvari dorečene, so stvari narejene. Je pa tisto, kaj je, mi, ko smo invalidi, bi mogoče lahko govorili več o sebi, o svojih občutkih, o tem, kaj doživljamo, ko enostavno moramo, ker ne gre drugače, parkirati na tisto mesto, kjer piše za invalide. A veste, vedno vas povabim, da ko parkirate na invalidskem prostoru, dovolite si zamisliti za tisto minuto, kako je meni, ki verjemte, niti najmanj si v življenju nisem želela, niti izbrala, da parkiram na tistem groznem mestu za mene. Ker drugače ne gre. Verjemte, z srcem si želim, da bi parkirala kje drugod, pa ne bi imela vseh teh stvari, ki jih nosim s sabo. Tudi bi jih rada odložila na tem parkirnem mestu, pa bi not v trgovino v nakupovalni center zakorakala, kot zakorakate ostali, pa ne gre. A bi radi ta del? Bi radi ta del? Samo to vprašam. Tiste, ki nonšalantno parkirate za minuto, 2, 3, ker je vaša stiska tako poglobljena. Bi radi to? Samo to. A veste, nikoli pa ne veste, kdaj vas lahko življenje ali pa usoda, če želite, pripelje na to parkirno mesto.